Gremo v kino. Lep pozdrav! Tokrat se bomo poglobili v slovenski mladinski film Elvis Škorc režiserja Borisa Jurjaševića, ki je posnet po romanu Janje Vidmar. Belgijski režiser Valéry Cournoy bo spregovoril o ustvarjanju mladinskega filma Ples lisic, ki bo na ogled v okviru festivala Kino Trip. Ocenili bomo še nežen film o iskanju lastnih korenin katalonske režiserke Carle Simon z naslovom Romanje. Ozrli se bomo k najvidnejšim vlogam Diane Keaton, poleg tega bomo povedali, kaj se obeta na letošnjem festivalu slovenskega filma, ki se bo med 21. in 26. oktobrom odvil v Portorožu. Jaz sem Škorc, Elvis Škorc. Moj status je samski, ker sem že skoraj 14 let brez punce. Elvis Škorc je nov slovenski mladinski film, ki teme, ki bi lahko hitro zdrsnile v tragičnost, načne s humorjem in lahkotnostjo. Več o filmu pa Matej Juh. Slovenci imamo lepo in dobro tradicijo mladinskega filma. Pomislimo samo na Srečo na vrvici, Poletje v školjki ali Gremo mi po svoje, če jih omenimo samo nekaj. Film Elvis Škorc scenaristke Janje Vidmar, ki je scenarij napisala po svoji uspešni istoimenski knjižni predlogi, in režiserja Borisa Jurjaševića ji suvereno sledi. Posebej preseneti tekoč potek zgodbe, domiselni dialogi, spretna montaža, čarobna fotografija in glasba ter iznajdljiva režija in dobro vodenje igralcev, tako uveljavljenih kot mladih, ki pred kamero stojijo prvič. Med njimi izstopa Max Peštaj Zevnik v vlogi naslovnega Elvisa Škorca, ki bo imel v resničnem življenju najbrž kar nekaj težav prepričati ljudi, da nikakor ni tak genialni štor kot v filmu, tako prepričljivo se je vživel v vlogo, čeprav je v resnici kot mlad igralec genialen. Boris Jurjašević je imel srečno roko ali bolje dobro intuicijo tudi pri igralcih, ki v filmu zastopajo odrasli svet. Odličen je samo rahlo melanholični, sicer pa prizemljeni Matej Puc v vlogi ločenega očeta, ravno prav nevrotična in zaletava Iva Kranjc Bagola kot Elvisova mama, simpatično nergavi Gojimir Lešnjak Gojc, spravljiva in izkušenj polna babica Zvezdana Mlakar in novi izbranec Elvisove mame, Elvisov zelo človeški učitelj kemije Marko Mandić. Zakaj zgodba Elvisa Škorca pritegne? Osnovna tema nikakor ni lahka. Ob tako že težavnem obdobju najstniških let je tu še družinska problematika. Elvis odrašča z mamo, mlajšo sestro in babico, mamo svojega očeta, in kot da to za mlado srce še ne bi bilo dovolj, Elvis izve, da je mama noseča in to s človekom, ki mu je zelo blizu. Poleg vsega tega je še zaljubljen v najlepše dekle na šoli, ki pa je, kot bi rekli stari, lisička. Stvar bi lahko torej hitro po neki drugi slovenski tradiciji zdrsnila v molovske tone. Zgodilo pa se je nasprotno, nekako v Fejdojevem slogu, ki je nekoč rekel, da če želiš napisati dobro komedijo, si jo najprej zamisli kot tragedijo. Film Elvis Škorc namreč premore veliko humornih domislekov in splošen, spodbuden, komično naravnan ton, ki ne popušča. In prav ta svetla obdelava v osnovi temačne teme je gotovo tisto, kar pritegne. Številni Elvisu podobni genialni štori in drugi občasni ali stalni šolski obstranci pa bodo v filmu tudi našli kak nasvet ali dva, kako se spopasti z različnimi razrednimi nasilneži brez razloga. Film, ki je nastal v koprodukciji z RTV Slovenija, sicer izstopa še po nečem. Jezikovno in govorno današnjega sveta mladih ne olepšuje, ampak sledi vsakdanji govorici, kar mu vtisne pečat pristnosti. Tako na primer v filmu naletimo tudi na napačno, zdaj že pandržavno rabo glagola rabiti. Pravzaprav bi bilo čudno, če take napačne rabe, kljub vsem osebnim pomislekom in odporu v filmu, kot je Elvis Škorc, ne bi slišali. Film je namenjen starejšim od 7 let, ne dvomim pa, da si ga bodo z veseljem ogledale tudi starejše generacije mladih in mladih po duhu. V ljubljanskem kinodvoru od včeraj poteka že 10. filmski festival Kino Trip Mladi za mlade.
Gost festivala je tudi belgijski režiser Valéry Carnoy, ki na festivalu predstavlja svoj celovečerni prvenec, film o odraščanju mladih športnikov z naslovom Ples lisic. Pred mikrofon ga je povabila Petra Meterc. Film Ples lisic Valéryja Carnoya spremlja junaka Camilla, mladega nadarjenega bokserja, ki doživi nenadno nesrečo, zaradi katere se temelji njegovega prej jasno določenega sveta športne discipline in stremljenja za uspehom zamajejo. Režiser je v mladosti tudi sam obiskoval podobno šolo kot glavni junak. Njegov prvenec je tako navdahnila lastna izkušnja nesreče, zaradi katere se je kot mlad športnik daljše obdobje spopadal z anemijo. During this time I was like in a boarding school too, like the main character of the film. V teh letih sem bil tudi sam v internatu, tako kot glavni junak filma. Camille v filmu trenira boks, jaz pa sem igral nogomet. V tem obdobju, ko sem bil zelo šibak, sem popolnoma spremenil svoj pogled na to, kdo sem. Veliko sem se ukvarjal z odnosi med mano in sovrstniki in spoznal sem, kako težko je biti bodisi vključen ali izključen iz družbe. Ker nisem bil tako močan kot običajno, se nisem mogel braniti. To je v moji glavi spremenilo veliko stvari in morda sem prav zato danes filmski ustvarjalec. Osrednji junak filma, Camille, se po nesreči spopada z bolečino, zaradi katere ne more trenirati kot običajno. A zdravniki telesnih dokazov za njegovo bolečino ne najdejo, saj je najverjetneje psihološke narave. Namesto da bi v šoli junaku nudili psihološko pomoč, ga preprosto pošljejo nazaj na treninge. Če hodiš v običajno šolo, če te nekaj boli, zdravijo. Poskušali bodo najti rešitev. Če gre za športno šolo, pa to ni pomembno. Če se lahko premikaš, če lahko hodiš, če lahko boksaš, če lahko tečeš, se boš proti tej bolečini enostavno moral boriti in opravil boš svoje delo. Psychological pain and you will do your job. Camille, ki je pred nesrečo v družbi mladostnikov iz športne šole med bolj popularnimi, se zaradi posledic nesreče in z njimi povezanih psiholoških težav sooči s tem, da so vrstniki nanj kar naenkrat gledajo drugače. Od njega pa se oddali celo njegov najbližji prijatelj. When I was young, I really analyzed the male pressure. Ko sem bil mlad, sem se veliko ukvarjal s pritiskom vrstnikov v moških skupinah. Ko si najstnik, te ne zanima, kaj je rekel učitelj, ne zanima te, kaj reče tvoja družina, tvoja mama, oče in starejši brat. Skrbite samo pritisk sovrstnikov, skupine, katere del želiš biti. Želiš upoštevati pravila skupine. Če so pravila skupine zelo stroga, še posebej med moškimi, je to zelo težko, toda ker ne želiš biti izključen, jih boš tudi sam ponotranil. You will be like that because you don't want to be excluded. Režiser Valéry Carnoy je v filmu po večini delal z neprofesionalnimi mladimi igralci. I had to connect them. Če hočeš narediti dober film, moraš igralce med seboj najprej povezati. Če najstniki, ki igrajo v filmu, niso povezani, se bodo drug drugega bali. Moral sem ustvariti skupino prijateljev, med katerimi ne bo tekmovalnosti in ki se ne bodo bali igrati drug pred drugim. Snemanje tega filma je bilo še posebej zapleteno, ker smo imeli samo 30 snemalnih dni, zato nismo mogli preveč improvizirati. Moral sem napisati natančen scenarij, oni pa so morali ponavljati, kar sem napisal. Toda, ker sam nisem več mlad, moj scenarij ni bil povsem primeren. Da bi bil moj tekst sodoben in avtentičen, sem jih moral kar naprej spraševati, kako bi oni rekli nečemu in kaj je zanje dobra šala. Vsa ta srečanja z njimi so bila zapletena. Saj morajo najprej razumeti, kaj je to film. Denimo, da ne moreš govoriti 5 minut, da moraš povedati stvari tako, da bodo jedrnate in pomenljive. Vse prizore iz filma smo morali kar naprej ponavljati. Več kot 20 dni smo samo ponavljali, kar je bilo zelo zahtevno. Toda, ko igralci enkrat postanejo dobri, postane vse skupaj čarobno in film je posnet. The magic is just there and it's going to happen, you know. Festival Kinotrip v Kinodvoru poteka še danes in jutri. Film Ples lisic Valéryja Carnoya pa bo ob prisotnosti režiserja na sporedu jutri, v soboto, ob 19:30.
V okviru festivala Kinotrip se bo zavrtel še en film, ki sicer ni izrecno mladinski, vendar pa je glavni lik najstnica, ki se odpravi na morske počitnice, na katerih obenem odkriva zgodbo svojih bioloških staršev. Katalonska režiserka Carla Simón je za svoj film Alcaraz na 72. Berlinalu prejela Zlatega medveda. Že tam je izhajala iz lastne življenjske zgodbe, kar velja tudi za pripoved njenega novega filma Romanje. O njem razmišlja Gorazd Trušnovec. Komaj polnoletna Marina, ki je odraščala brez bioloških staršev v Kataloniji, potrebuje ustrezne dokumente za nadaljnje šolanje in na povabilo družine svojega pokojnega očeta odpotuje v Galicijo na atlantsko obalo Španije. Skozi druženja z njimi pa tudi rekonstrukcijo spominskih okruškov spoznava dotlej nepoznane sorodnike, zgodbo svojih pokojnih staršev pa tudi samo sebe. Katalonska režiserka in scenaristka mlajše generacije Carla Simón se je pri sestavljanju pripovedi močno oprla na lastno avtobiografsko zgodbo, saj je zaradi epidemije trdih drog in aidsa v Španiji 80 let v rani mladosti izgubila oba starša, kar je še danes tabu tema tako na osebni kot družbeni ravni. Pri njenem celovečercu Romanje, ki je bil uvrščen v glavni tekmovalni program letošnjega festivala v Cannu, gre tako hkrati za upodobitev potovanja mlade Marine na diagonalno nasproten konec države in dobesedno njenega romanja k lastnim izvirom. Glavna odlika filma je prav to prehajanje med zunanjim in notranjim dogajanjem oziroma njegovo spajanje sedanjosti s preteklostjo. Marina se nahaja na življenjski prelomnici med mladostjo oziroma zaključevanjem odraščanja in vstopom v svet odraslih. Tudi to je ena od ključnih tem filma. Debitantka igralka Lucía García v glavni vlogi sijajno odseva to obdobje med naivnostjo in radovednostjo, pa tudi že zrelim soočanjem z resnico in sprejemanjem svojih staršev takih, kot sta bila, in s tem tudi svojih lastnih korenin. Celovečerec Romanje skozi svoj filmski jezik ne vsiljuje prispodob in organsko vključuje slikovito atlantsko obalo z okolico mesta Vigo na severozahodu ter soočanje z neznanimi družinskimi člani, ki seveda ne more biti povsem nekonfliktno ali pa vsaj brez določenih napetosti. Morje spremlja Marinino pot samospoznavanja kot nekakšna spominska magma, ki obliva in kljubuje linearni časovni logiki. Nenazadnje že sama odločitev za to pot zahteva določeno mero poguma, s katerim si pridobi tudi spoštovanje pri sorodnikih. Kamera Carle Simón je pri tem kot nekakšni tihi opazovalec, ki se ne vmešava v potencialno melodramo. Romanje je tako hkrati resno, globoko in nekako lahkotno neobvezujoče. Zgodilo bi se lahko karkoli. Pripoved se pred nami odvija v meandrih, po kakršnih krožijo tudi vtisi in spomini oziroma vse tisto, kar pravzaprav tvori človeški jaz. Marina, katere obisk nima nobenih rušilnih namenov, je na koncu tudi nagrajena za svojo nedolžno odprtost. Skladno z naslovom celovečerec tako ne ostane v spominu kot drama, čeprav gre tudi pri tem s stališča protagonistke še kako zares, ampak kot vtis nekih oddaljenih počitnic, ki so bile obenem toplo prijetne in odločujoče, formativne za nadaljnje življenje. Med prihodnjim torkom in nedeljo se bo v Portorožu odvil 28. festival slovenskega filma. O poudarkih letošnje izdaje se bova pogovarjala z direktorjem festivala Bojanom Labovičem. Bojan Labovič, že 5. leto zapored ste v vlogi direktorja festivala slovenskega filma. Česa ste se naučili v tem obdobju v povezavi z vodenjem festivala? V bistvu sem se naučil, da je treba kar se da bolj umirjeno voditi ta festival, ker vemo, da filmska scena, pa ne samo slovenska, verjetno tudi druge, je zelo razgibana, tako da je treba usklajevati različne ne samo pristope, ampak tudi želje in potrebe, da ne rečem celo zahteve. Tako da, če bi pa
pomislil, kaj smo v teh 5 letih storili, kar je tudi nek precedan, da je že 5 let isti direktor Festivala slovenskega filma, to nekako ni bilo pravilo ravno, tako da tudi to se mi zdi zelo zanimiv podatek, da smo festival uspeli stabilizirati, da poteka vsako leto na nek stabilen način, brez seveda nekih usodnih pretresov. Ti manjši pretresi pa so in je sestavni del, da rečem, filmskega delovanja oziroma filmske krajine. Festival boste letos odprli z novim filmom Mihe Hočevarja, Skriti ljudje. Tako je. Zakaj ta film? Tudi iz preprostega razloga gre za nekoliko, bom rekel, lahkotnejši film. Se mi zdi, da mogoče za otvoritev to ni slabo. Po drugi strani pa zelo pomembno, kar se mi zdi, to bo slovenska premiera in mislim, da je dobro, da festival odpiramo z nekimi premierami, ker moje neko pravilo je, da filmi, ki so pred festivalom, kar imajo seveda pravico producenti, bili v distribuciji oziroma že na nekih drugih slovenskih festivalih, ne dobijo tako imenovanih prime time terminov in jih ne glede na da rečem, potem kasnejše ocene teh filmov damo na festivalu boljše termine slovenskim premieram filmov. In to se mi zdi, da je prav, da pokažemo nekaj, kar je novega, kot otvoritveni film na festivalu, da ne kažemo nekaj, kar že slovenska javnost dobro pozna in je imela to veliko priložnosti to tudi videti in je marsikdo že filme, nekatere, ki bodo letos na festivalu, seveda tega se zavedamo, tudi pogledal. Letos je v tekmovalni del festivala uvrščenih 69 filmov, med temi je 20 celovečercev in med temi 13 večinsko slovenskih produkcij. No, kot ste že sami omenili, vsi med njimi niso povsem novi, nekaj smo jih gledali že na drugih festivalih ali že v kinodistribuciji, ampak slovenska filmska produkcija je očitno zelo živa in uspešna. Ali bi rekli, da se pozna tudi že povečanje finančnih sredstev namenjenih filmu? Tudi, ampak še ne povsem. Zdaj, na kakšen način se bo to povečanje finančnih sredstev poznalo, bomo še videli, ali bo to v kvantiteti, to se pravi v številu filmov, ali bo to vidno tudi v produkcijskem oziru, to se pravi, da bojo produkcijsko zahtevnejši filmi. Vsi vemo, da v Sloveniji zelo sanjamo in to upravičujemo o tako imenovanih kostumskih zgodovinskih filmih, ki jih mi smo jih nekoč v zgodovini nekaj snemali, ampak to počnemo bolj poredko. Se pa že pozna tudi to povišanje sredstev, ki je nekako kontinuirano naraščalo, seveda filmov je več, kot je bilo nekoč, zato se je tudi verjetno bo potrebno vprašati o samem festivalu, to se pravi o njegovem trajanju in tako naprej, ker če bo produkcija večja, potem bodo trenutne kapacitete festivala seveda premajhne za takšno produkcijo, kajti moramo vedeti, da festival slovenskega filma je nastal v podobnih okvirih, kot je to danes, takrat, ko sta bila mogoče dva slovenska celovečerca, 3 na festivalu, to se pravi, in je bilo vmes dosti praznega prostora, kar seveda sedaj ni, saj imamo tudi na festivalu druge zvrsti, žanre, formate, tako da je teh 6 festivalskih dni, tisti, ki pogledajo urnik, vidijo, da je to kar krepko zapolnjeno. No, potem pa je tukaj še strokovni program, ki tudi poteka tako, še strokovni program, ki strokovno poteka, ki je tudi zapolnjen. Tako da jaz mislim, da je naš festival, glede na to, da je samo, bom rekel, v narekovajih, nacionalni festival, kar bogat in tako v tem smislu, da rečem programskem, kot pa strokovnem. Letos obeležujemo 120-letnico slovenskega filma, gre za pomemben jubilej, ki ga boste seveda obeležili tudi na festivalu slovenskega filma. Seveda, mi bomo to obeležili pač po filmsko z projekcijami filmov iz zgodovine slovenskega filma. Jaz vedno
pa ne morem reči zapostavljene, ampak mogoče malo manjkrat omenjene avtorje takrat poiščem, seveda v skladu z možnostmi. Tako da letos bomo zavrteli ob tej priložnosti celovečerni film Jožeta Babiča Po isti poti se ne vračaj, ki je s temo migrantskih delavcev, čeprav je film nastal v zgodnjih 60 letih, s temo migrantskih delavcev danes spet sila aktualen, tako da mislim, da je to dobra odločitev in gre za restaurirano kopijo, kar je tudi potrebno poudariti, da na festivalu pač ne želimo zavrteti filme, ki niso trenutno še restaurirani, da bi bili primerni za predvajanje za novo DCP tehnologijo. In ob tej priložnosti bomo tudi svojim obiskom počastila gostja, nekdanja diva, bom rekel, slovenskega filma, širši Miranda Caharija, ki je še, mislim, da edina živeča nosilka glavne vloge tega filma. Na sami otvoritvi pa bomo zavrteli krajši film, kratek dokumentarni film Jožeta Bevca, Vikend, ki je tudi zelo za svojo tematiko, to se pravi karavan Slovencev, ki se čez vikend odpravljajo v gore, morje in tako naprej, šraufajo svoja kolesa na avtomobile, čakajo v kolonah, tako da mislim, da tudi v zgodnjih 60 letih posneto, in če pogledamo naše vikend poti, razen nekega estetsko-tehnološke podobe avtomobilov, koles in tako naprej, se nekaj dosti spremenilo, tako da tudi ta film nosi neko aktualnost, je pa en tak narejen na zabavno-satiričen način, tako da mislim, da bo prav lepo popestril otvoritev. Bojan Labovič, hvala za obisk v studiu in srečno s festivalom slovenskega filma. Hvala za povabilo in vabljeni vsi, ki naj poslušajo, pa tudi tisti, ki ne. Konec prejšnjega tedna je v 80. letu starosti umrla ena najvidnejših igralk svoje generacije, filmska ikona Diane Keaton. Bila je ena tistih igralk, ki so v 70. letih na novo definirale, kaj pomeni prisotnost na platnu. Njena podoba, nekoliko zadržana, pogosto v gibanju, s pogledom, ki se izmika kameri, je razbila klasični hollywoodski ideal ženske kot objekta pogleda in vzpostavila prostor, kjer lahko ženski lik misli, opazuje in predvsem dvomi. V 70. je postala ključna osebnost med režiserji newyorške šole, ki so izhajali iz gledališča in televizije ter v film prinesli introspekcijo in ironijo. Z njeno smrtjo se tako končuje ena najbolj prepoznavnih igralskih linij ameriškega filma druge polovice 20. stoletja, ki je prepletala nevrozo novega Hollywooda, urbani eksistencializem in minimalistično komiko. Lahko bi rekli, da njen znameniti La-di-da v Annie Hall retrospektivno deluje kot manifest. Nerodnost pri govoru je postala oblika svobode. Annie Hall je bila del določenega zgodovinskega in geografskega momenta, saj se je zdela enako domača v newyorški knjigarni kot na kavču psihoanalitika, hkrati pa je bila tudi produkt lastne improvizacije. Kostumi, ki jih je Diane Keaton oblikovala sama, so delovali kot vizualna razširitev notranjega monologa njenega lika, hkrati pa kot kritika spolnih norm 70. let. Pozneje je ta gesta osebnega upora postala modni navdih. V Coppolovem Botru je nastopila drugače, kot Kay Adams, zunanja priča moškemu svetu, ki se šele skozi njeno tišino zave lastne brutalnosti. Keaton je tam delovala kot tiho moralno jedro, opazovalka in zunanja zaveznica, ki skozi svojo navidezno pasivnost razpira politično dimenzijo dogajanja.
V Išče se gospod Goodbar in Rec je ta pogled postal aktivnejši, kot da bi raziskoval prostor ženske med svobodo in samouničenjem, med ideali in telesnostjo. Je ena redkih igralk, ki je nastopala tako v mainstreamovskih hollywoodskih filmih, kot tistih z izrazitejšimi avtorskimi potezami. V poznejšem delu svoje kariere je v filmih od Baby Boom do Nevestinega očeta in Ljubezen je luštna stvar postala glas generacije, ki se je starala skupaj z žanrom romantične komedije. Te so delovale kot nostalgične reinterpretacije Annie Hall, isti ritem govora, ista nervozna eleganca, le da je svet, ki jo je obdajal, postal navzven bolj brezhiben. A tudi v teh filmih je ohranila ironičen pristop, sposobnost, da v komičnih trenutkih pusti bežen priokus nelagodja. Njena igra je temeljila na odmaknjenosti, premorih in drobnih telesnih odzivih. Lahko bi celo rekli, da je bolj kot da bi igrala čustva, igrala prostor med njimi. Njena markantna podoba, ki je ameriški film sooblikovala več kot 50 let, ostaja dokaz, da lahko karizma temelji na pristni negotovosti in da se resnična prezenca lahko oblikuje s tem, ko pustiš stavku, da obstane v zraku. V slovenski kinoteki med 22. in 26. oktobrom gostuje berlinski arhiv Arsenal, inštitut za filmsko in video umetnost, ki ponuja kritičen razmislek o filmski dediščini v odnosu do zgodovine političnih in estetskih gibanj, kot tudi do zgodovine kolonializma in migracij. Izbor filmov povezujeta predvsem dekolonialistična in ekološka nota. V fokusu bodo filmi afroameriškega režiserja Billija Woodberryja, ene ključnih osebnosti gibanja Losangeleški upor. 26. oktobra na svetovni dan audiovizualne dediščine pa bosta predstavljena dva programa filmov ključnih osebnosti mednarodnega avantgardnega filma, nedavno preminulega Kena Jacobsa ter osrednjih osebnosti avstralskega eksperimentalnega filma Arthurja in Corinne Cantrill. Nocoj na TV Slovenija s filmom Okus strasti Juliette Binoche v vlogi kuharske mojstrice Eugenie začenjajo že tradicionalni cikel festivalskih filmov z preteklih lifov. Letos je v naboru 11 filmov za 11 let sodelovanja s Cankarjevim domom. Med temi tudi Opazovanje režiserja Janeza Burgerja, Pošast Hirokazuja Koreede in svojevrstna ljubezenska zgodba Spomin z Jessico Chastain in Petrom Sarsgaardom v glavnih vlogah. Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Brala sta Maja Mol in Igor Velše, glasbo je izbrala Tina Ogrin, za zvočno podobo je poskrbel David Lap, skozi oddajo pa sem vodila Tesa Drevjuh. Lepo zdrav do prihodnjič, ko bo oddaja posvečena dogajanju na festivalu slovenskega filma, ki bo takrat v Portorožu v polnem teku.